V športnem parku v Slovenski Bistrici bo v soboto potekal že 24. mednarodni atletski miting Slovenska Bistrica 2024, ki ga organizira Atletsko društvo Slovenska Bistrica. V okviru tradicionalnega tekmovanja bodo izvedli tudi 22. stepišnikov memorial v metu kladiva in 4. memorial Marjana Štimca v suvanju krogle. Organizatorji so prireditev podrobneje predstavili na sredini novinarski konferenci, na kateri so sodelovali predsednik strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije Ladislav Mesarič, direktor mitinga Boštjan Fridrih ter predstavnika družin Stepišnik in Štimec, Polonca Ledinek Sernec in Teodor Štimec. Kot je poudaril Boštjan Fridrih, bodo na letošnjem mitingu nastopili številni vrhunski atleti in atletinje. Memorial Marjana Štimca v suvanju krogle bo letos spet ena poslastica. Imamo 3 najkvalitetnejše suvalce krogle, ki so na tem območju, in bomo imeli eno prvenstvo bivše države, kdo je najboljši trenutno. Spravi evropski prvak aktualni iz Mintna, Filip Mihajlović bo nastopil, ki ima osebni rekord 21:94 in tudi rekorder našega mitinga z 21:84. Potem viceprvak Evrope Sinančević Armin, ki ima osebni rekord 21:88 in je tudi zmagovalec zadnjih 2 izvedb mitinga, ter Mesut Pezer, odlični tekmovalec iz Bosne in Hercegovine, ki je bil tudi finalist letošnjega svetovnega dvoranskega prvenstva in je dejansko tudi finalist bil že na vseh največjih tekmovanjih, tako da osebni rekord pa ima 21:48, tukaj res lahko pričakujemo poslastico tekmovanja. Med kladiva v letos tudi zelo pestra in kvalitetna zasedba, predvsem pri moških, ker imamo finalista olimpijskih iger iz Rija, Katarca Ašrafa, ki ima osebni rekord 78:19, potem Alan Volski, Brazilec z 75:22, najboljši Hrvat Gregorič Matija z 74:90 in pa še Egipčan Ahmed Tarek z 72:59, tako da tudi zelo kvalitetna zasedba in pričakujemo krepko preko 70 metrov mete. Pri ženskah pa je nesporna favoritinja, lanska zmagovalka in pa tudi rekorderka mitinga ter finalistka olimpijskih iger iz Maria Rodriguez Rosa iz Venezuele, ki ima osebni rekord 73:64. Tako da lahko rečem, da smo v vseh teh memorialnih disciplinah narekovajih priskrbeli odlične zasedbe in da bodo na takšnem nivoju, kot si tudi te discipline zaslužijo. Samo če se malo dotaknem še ostalih najboljših tekmovalcev, ki so trenutno prijavljeni, moram poudariti, da so prijave do jutri, do 12. ure, tako da po izkušnjah iz minulih let smo vedno imeli tudi v zadnjem dnevu še kar nekaj teh prijav, tudi odmevnih prijav in to še ni zaključeno. Imate v svojih materialih tudi na koncu navedene te najboljše atlete, tako da vam bo lahko v pomoč. Pri 100 metrov bo zelo zanimiva konkurenca, odlična. Tukaj bo seveda naš Čorin Anej Praprotnik, eden izmed glavnih favoritov, ki je že letos tekel 10:16 z nekoliko premočnim vetrom, bo pa imel seveda odlično konkurenco v Južnoafričanu Mlengi, ki ima osebni rekord 10:15 in tukaj lahko pričakujemo res eno odlično tekmo. Bodo pa nastopili tudi šprinterji iz Ugande, najboljši vsi ostali slovenski šprinterji, skratka kar nekaj atletov je, ki imajo osebne rekorde krepko po 10:50 in bomo imeli kar eno tako pisano in kvalitetno disciplino. Pri ženskah je prva favoritinja Srbkinja Tirnanić z rezultatom 11:35 in pa potem so tudi zanimive države Svazi, Južna Afrika, v glavnem naše najboljše šprinterke bodo imeli tukaj odlično konkurenco in da v ugodnih razmerah lahko dosežejo tudi zelo dobre rezultate. 400 metrov pri moških bo ena od tudi osrednjih disciplin. Že to soboto sta v Kranju odlično nastopila Ferlan Rok in pa Luka Janežič, ki se vrača po težki poškodbi, tako da konkurenca bo tudi mednarodna zelo dobra. In upamo, da se tukaj spustijo tudi pod 45:50, kar bi bil res odličen rezultat in pa tudi
krepko izboljšan rekord mitinga. 800 metrov, pri moški prav tako zelo zanimiva disciplina. Vuković Jan in Markel Rok sta odlično pripravljena, oba lovita normo, tudi ne samo za evropsko, ampak tudi olimpijske igre. Bosta pa imela narekovalca tempa našega rekorderja Rudolfa Žana, ki je letos prav tako odlično pripravljen in bi morda tudi lahko konkuriral za zmago na tem mitingu, ampak je dogovor bil drugačen, da bo pomagal njima do odličnega rezultata in upamo na tudi zelo dober rezultat v tej disciplini. Prav tako bo pa tudi tekel na 800 metrov pri ženskah zelo močna konkurenca z Vuković Nino, Ferenc Ano iz Madžarske, pa Sadek Veroniko, upamo tudi še na prijavo Smonkar Jerneje, tako da tukaj tudi lahko nadejamo zelo dobrih rezultatov. Daljina moška, tukaj to še moram poudariti, tukaj je že tradicionalno tudi zelo močna disciplina na našem mitingu, tudi rekord mitinga govori o tem, da so rezultati bili vedno zelo dobri. Letos bo prvo ime evropski prvak dvoranski iz Beograda, Izmir Smajler iz Albanije, ki ima osebni rekord 8:11. Nažalost ne bo naših prijateljev iz Hrvaške, ki imajo pomembno izbirno tekmo ravno na ta dan. Bo pa drugače v daljini še zelo kvalitetna konkurenca. Imeli bomo kar 6 tekmovalcev z osebnimi rekordi preko 67, kar pomeni, da lahko pričakujemo zelo lepo tekmo. V tej disciplini žal letos ne bo nastopil Nino Celec, domačin, ki okreva po operaciji kolena. Nino je že sicer v ugonu, ampak seveda takšna poškodba zahteva svoj čas in upamo, da se bo v naslednjem letu ponovno vrnil na steze, kar je tudi njegova želja. Bomo pa v tej disciplini vsekakor imeli tudi Bistričani svojega mladega tekmovalca, Modrijančič Klemna, ki je letos že otvoril sezono zelo dobro in njegova želja je, da izpolni normo za svetovno mladinsko prvenstvo. Sicer norma je visoka, 7,56, ne bo lahko, ampak v nekem idealnih pogojih in idealno izvedenem skoku je tudi to dosegljivo. Trosok moški bo tudi zanimiv. Imamo tukaj peljado Italijanov in pa Madžarov, kar 4 tekmovalci z osebnimi rekordi preko 16:20 pa vse do 16:60, kar je tudi precej več od rekorda mitinga in tukaj vsekakor si obetamo novega izboljšave tega rezultata.